Lepo pozdravljeni. V tokratnem posnetku si bomo ogledali tržna stanja in pa faktorje, ki vplivajo na posamezna tržna stanja. Tržna stanja. Začnimo pri cenah. V čisti konkurenci so cene za potrošnike enake mejnim stroškom, torej cena je enaka mejnim stroškom. V monopolu pa lahko monopolist ceno dviguje brez izgube vseh povpraševalcev po njegovih dobrinah. Poznamo pa tudi druga tržna stanja, kot so oligopol in pa monopolistična konkurenca, ter druga, ki si jih bomo pogledali v naslednjih posnetkih. Kot omenjeno, lahko monopolist dviguje ceno brez izgube vseh povpraševalcev po svojih dobrinah, to pa počne z namenom maksimizacije svojega dobička. V čisti konkurenci je dobiček vseh ponudnikov na trgu enak nič, zato ker je cena enaka mejnim stroškom. Cena je torej v čisti konkurenci enaka mejnim stroškom, to pa prikazujemo na grafu na desni strani. Na y-osi je cena, na x-osi količina, vodo ravno označimo krivuljo povpraševanja, pri čemer je krivulja povpraševanja enaka mejni koristnosti, potem pa narišemo še krivuljo ponudbe, zato ker je cena določena v presečišču krivulje ponudbe in povpraševanja, pri čemer krivulja ponudbe leži na krivulji mejnih stroškov. Vemo, da je torej cena enaka mejnim stroškom. V monopolu pa je dobiček večji od nič, saj je cena višja od mejnih stroškov, ki jih imajo proizvajalci za proizvajanje posameznih produktov. Zato pride do alokacijske neučinkovitosti, ki jo rešujemo delno tudi s konkurenčnim pravom. Več o alokacijski neučinkovitosti in negativnih učinkih monopola pa si poglejte v ostalih posnetkih, ki smo jih pripravili za vas. Na obliko trga vplivajo faktorji stanja na trgu. Prvi faktor je popolnost informacij. Drugi faktor je število ponudnikov in povpraševalcev na trgu. Pri tem razlikujemo čisto konkurenco, monopol, duopol, oligopol in seveda še druga tržna stanja. Razlikujejo pa se načeloma v številu ponudnikov in povpraševalcev. Čista konkurenca jih ima največ, monopol najmanj, pri duopolu sta zgolj dva, pri oligopolu pa jih je zgolj neko manjše omejeno število. Pomembna je tudi možnost pristopa novih ponudnikov in povpraševalcev. Taki ponudniki in povpraševalci so potencialni ponudniki in povpraševalci, ki v primeru ugodnih razmer na trgu stopijo in postanejo dejanski ponudniki in povpraševalci. Pri potencialnih ponudnikih in povpraševalcih je zelo pomembno njihovo število, količina artiklov, ki bi jih lahko ali ponudili ali pa kupili na trgu v primeru vstopa, in pa čas tega vstopa. Pri tem razlikujemo med odprto konkurenco oziroma odprtim trgom, kjer je vstop in izstop prost, in pa med zaprtim trgom, kjer vstop in izstop nista prosta. Se pravi, to je povezano ali s pravnimi ali pa ekonomskimi preprekami. Pri tem ni nujno, da zgolj vstop ni prost, lahko tudi izstop ni prost oziroma je povezan z nekimi dodatnimi stroški. Te pravne prepreke vsebujejo licence oziroma volitve, ekonomske prepreke pa vsebujejo začetne investicije, tveganja in podobno. Četrti faktor stanja na trgu je obstoj in popolnost substitutov. Pri tem poznamo možnost homogenih produktov, torej da so si produkti praktično identični, možnost, da substituti ne obstajajo, in pa možnost, da obstajajo bližnji substituti. To vodi v monopolistično konkurenco. Več o njej si lahko pogledate v naših drugih posnetkih. Pri tržnih stanjih pa je zelo pomembna tudi gibljivost ponudnikov in povpraševalcev. Razlogi, zakaj so ponudniki in povpraševalci negibljivi, torej da ne morejo oziroma nočejo spremeniti svojega ponudnika oziroma povpraševalca, so sledeči. Pravni red, odpor do sprememb, navidezna vezanost kakovosti produkta na nekega ponudnika. To se zgodi, ko povpraševalci začnejo asociirati določeno blagovno znamko z neko povečano kvaliteto. Prav tako so osebne vezi in poznanstva, naprimer, da boste kot ponudnika izbrali svojega prijatelja in ne tistega, ki bi vam ponudil najnižjo ceno na trgu. Prav tako pripadnost politični stranki. Najpomembnejši izmed vseh je sicer nepopolnost ali pomanjkanje informacij, in pa obstaja še en dodatni faktor negibljivosti, in sicer nehomogenost proizvoda.
Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste pogledali ta posnetek. Če vam je bil všeč, ga všečkajte, naročite se na naš kanal, da dobivate obvestila o naših novih objavah in se vidimo v naslednjih posnetkih. Hvala in nasvidenje.